Lepo vas pozdravljam vse skupaj. Sicer z nekaterimi smo se že zadnjič v Portorožu videli na nepremičninski konferenci, tam sem jaz že kar nekaj teh stvari povedal, ampak mislim, da pri nas se hitre stvari dogajajo, tako da bom začel z zadnjimi novicami od petka. Najbolj vesela za sklad in verjetno tudi za najmanj 7 slovenskih regij je to, da je CEB banka na odboru potrdila našo vlogo za kredit 70 milijonov za 10 projektov v 7 regijah, 906 stanovanj, da smo v petek dobili uporabno dovoljenje za E3, ki seveda še ni pravnomočno, ampak ne vidimo nobene težave, da bo do konca tedna tudi pravnomočno. S tem se začnejo vse aktivnosti tudi na Brdu za prevzemanje stanovanj in pa, da bo čim hitreje šel ven razpis. In pa uredba za javno najemno službo je bila usklajena in pripravljena za potrditev na vladi. To pomeni, da je tudi nekako ta naša skrb, da bo ta uredba zamujala, tako da bomo imeli vsaj en mesec časa, da bomo dejansko vse te naše aktivnosti dokončno pripravili, da bi lahko javna najemna služba s 1. januarjem štartala. Pa če mogoče nekaj besed o 30-letnici sklada, ki jo ne želimo praznovati tako slavnostno, kot smo 25-letnico v Unionski dvorani. Takrat smo kazali renderje, kaj bomo naredili. Nekako naša obveza in zaveza, jaz lahko rečem, da se je v praktično vseh postavkah uresničila, zato smo letošnjo 30-letnico nekako želeli proslaviti delavno z otvoritvami naših projektov in pa predlagali in podprli, tudi finančno smo razstavo Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Iščem stanovanje, 100 let organizirane stanovanjske gradnje. Danes ste na 4. postaji, ki je nekako, vsaka postaja ima neko simboliko oziroma neko vsebinsko posebnost. Tako da je tukaj so dvorišča, na Koleziji so vrtovi, vsaka ima nekaj, soseske so v Štepansko naselje pa Fužine, tudi poskusi, napoljanski poskusi raznih in predvojnih in pa zadnji poskusi mesarske, malo manj uspešni poskus gradnje stanovanj za prodajo, za poceni prodajo. In v centru mesta je seveda tisti nek pogled v obdobje 30 let oziroma še prej Nebotičnik in pa Dukičevi bloki. In pa 7. zadnja postaja je soseska Brdo, ki je končno končana, se pravi več kot 1300 stanovanj. Vsi se verjetno spomnite, da je bila razstava natečaja, da je bila 2005 tukaj. Jaz sem bil slučajno v neki drugi vlogi takrat, pa nisem niti približno vedel, da bom še enkrat se srečal za to zgodbo Brda, ampak dejansko Brdo smo v zadnjih 5 letih, praktično 2/3 Brda smo končali. Prvi del Brda, ki se je dejansko dogajal 10 let in je šel večino v prodajo, tiste je bila pač spet druga specifika. Kakorkoli, imamo sodobno sosesko, eno redkih, ki je po osamosvojitvi bila nekje urbanistično in pa tudi arhitekturno ustrezno rešena. Naslednja nas pa čaka v Mariboru pod Pekarsko gorco. Tudi ta razstava se bo, ki je seveda na 7 postajah, nekje v mestu, blizu ljudem, vsem tistim, ki jih tangira stanovanjska problematika in ki želijo, da bi jo čim hitreje in čim bolje rešili, se bo konec januarja tukaj zaključila v Ljubljani in se seli v Maribor. Nekako planirano je, da tam bodo 3 postaje, zadnja postaja bo pod Pekarsko gorco in pod Pekarsko gorco je bila tudi marca otvoritev te prve faze 212 stanovanj. Če grem zdaj na še malo bolj konkretno, ob 30-letnici lahko rečemo, da smo ključne številke
ki na nek način kažejo delovanje sklada. Odobrenih je bilo 118 milijonov sredstev sofinanciranja lokalnim skupnostim in mestnim skladom. V tem trenutku imamo v upravljanju z našima hčerinskima družbama 7018 stanovanj, več kot podvojili smo od leta 2015 število, in pa v sami gradnji in pa pripravi je še 2077 stanovanj. Da ponovim, kako do teh številk prihajamo. Kot investitor v lastno gradnjo najemnih stanovanj v sodelovanju z občinami in pa mestnimi skladi, kjer gre tako za javna najemna stanovanja, kot tudi oskrbovana stanovanja, kritiziramo pa tudi izgradnjo domov za starejše. V zadnjih letih ni bilo vlog za domove. Kar se tiče odprtih razpisov za občine in mestne sklade, imamo 10 milijonov za javno najemna stanovanja in pa 2 milijona za oskrbovana. Oskrbovana so z 2 vlogama praktično bodo počrpana, Rogaška Slatina in pa Trbovlje. Pri javnih najemnih stanovanjih pa bo ključna vloga javnega stanovanjskega sklada mestne občine Koper in pa v pričakovanju tudi Hrastnik. Na Resnici v bistvu se pripravlja gradnja stanovanja. Tudi kupujemo na trgu tako stanovanja, gotova stanovanja kot zemljišča. Tukaj je trenutno na voljo 5 milijonov z rebalansom, ki je bil strani vlade potrjen in računamo, da bo kmalu tudi aktiven, se dodaja še 5 milijonov. Nekje aktualen je nakup na Ravnah, Ptuj, tudi za Ivančno Gorico, kjer smo zemljišče prodali za oskrbovano, to se pravi za dom in oskrbovana stanovanja, ter največ 50 stanovanj za mlade. To opcijo za odkup 50 stanovanj za mlade v vrednosti cirka 2 milijona smo si pridržali in računamo, da bomo tudi to kupili čim prej. In pa seveda za izvajanjem javnega najema stanovanj, to, kar sem že omenil, da je uredba dokončno usklajena in računamo, da res lahko štartamo na polno s 1. januarjem. Če še enkrat ponovim številke v lastni gradnji, se pravi, v tem trenutku smo nekje zagotovili oziroma končali 1887 javnih najemnih stanovanj, 819 v lastni gradnji s 50 milijonskim kreditom CEP, ki smo ga v celoti počrpali, 729 z občinami in pa mestnimi skladi, ter pa 339 z nakupom na trgu. Naši ključni projekti so bili Skupnost za mlade Gerbičeva, ki je, lahko rečem, da so vse postelje polne, razen 2 enoti za gibalno ovirane, te moramo pač nekako imeti na rezervi, če bodo dodatno želje za najem teh enot, ki so pač prilagojene. Sicer so pa vse postelje oddane in seveda se ta skupnost zdaj živi. Imamo tam tudi še vedno razstavo študentov arhitekture v nekih novih lokacijah stanovanjske gradnje, vse z nekimi posebnostmi, bodisi da so ob reki, bodisi ob železnici ali v nekih bolj senčnih lokacijah z nekimi specifičnimi pogoji. Mladi so izvirno te stvari reševali. Potem je pa soseska Novo Brdo, otvoritev je bila in kot sem že omenil, zdaj uporabno dovoljenje tudi za drugi del. Ob otvoritvi je bilo samo uporabno za 300 stanovanj, zdaj še za ostalih 200. Tako da računamo, da z razpisi gremo takoj v začetku leta, ko bodo stanovanja predana in ko bodo eventualno kakšne napake še pri prevzemu stanovanj odpravljene. Soseska pod Pekarsko Gorco, kot sem že delno omenil, 212 stanovanj računamo, da bo končano do marca. Druga faza je pa sestavni del tega novega paketa z CEB-ovim 70-milijonskim kreditom, ki je bil pravkar odobren na odboru banke.
In tudi Ministrstvo za okolje in prostor je še dopolnilo svoje strinjanje in zdaj seveda Ministrstvo za finance tisto, ki dokončno zadeve tudi potrdi. Mislim, da je res ta projekt, kakor so bila, prvi kredit je šel v dve ključni, to se pravi tam, kjer je bil največje pomanjkanje stanovanj Ljubljana in Maribor, 819 stanovanjskih enot, vključno z temi 109 za mlade. Ta nov paket gre pa za 10 projektov v 7 regijah, 906 javnih najemnih stanovanj. Od tega je, se pravi, ta projekt pod Pekarsko gorco, druga faza, bo končan v naslednjem letu, enako tudi projekt Dolgi most, ki je tudi že v izvedbi, trenutno se dela pritličje. V petek je šlo ven javno naročilo za gradnjo v Kopru. Tam imamo mi 90 stanovanj v 2 stolpičih in pa javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper 70, oziroma mislim, da 72 stanovanj, tam pa pričakujemo, oziroma tam pa imajo 50% kredita odobrenega z naše strani. In pa prejšnji teden smo podpisali tudi z projektantom za Novo mesto, kjer imamo mi 101 stanovanj v 3 blokih in pa Mestna občina Novo mesto 88 stanovanj v 2 blokih, skupaj gre za 5 blokov. Projektant je projekt Nova Gorica. In zelo pomembno je, da računamo, da bodo glede na situacijo v gradbeništvu, ki vsi poznate, da je zelo cenovno nepredvidljiva, da cene rastejo v nebo gradnje, da je ravno zato je bil nekako naša želja, da projektant poišče čim bolj enostavne rešitve, tipizirane rešitve z standardnimi materiali, da ne bo prihajalo do tega, da niso dobavljivi ali karkoli. In to je ključno, kar bomo tudi mi vpeljali v vse naslednje projekte. Namreč, vkolikor se ta situacija ne bo spremenila za samimi stroški gradnje, bomo v nekem trenutku prišli do točke, ko bo zelo vprašljivo, ali sploh lahko še zagotavljamo dostopne najemnine. Namreč, naša gradnja je vezana na stroške. In se pravi, vse vlagamo v to, da tako kot smo to počeli pred leti, ko smo od slabe banke odkupovali zemljo v Mariboru, 2 res zelo atraktivni zemljišči, po takrat seveda še zelo sprejemljivih cenah, ki bi bile danes bistveno višje. Tako zdaj največ vlagamo naporov v to, da dobimo projekte, ki bodo cenovno sprejemljivi, rešitve bolj ekonomične, bolj funkcionalne. Namreč danes si projektov, kot sta Brdo in pa pod Pekarsko gorco, mi ne moramo več privoščiti. To sta res 2 lepe soseske, ampak enostavno so stroški gradnje tako visoki, da bi bilo to nesmiselno. In zato moramo iti še v večje racionalizacije z vidika projektnih rešitev. Druga pomembna stvar, ki jo pa tudi poudarjamo, ko se vprašujemo, zakaj so stanovanja tako draga. Tako draga so tudi zato, ker večina občin ni imela dolgoročne zemljiške politike za javna najemna stanovanja in zdaj se vidi, da tiste občine, ki so jo imele, imajo tudi rezultate. Recimo zadnja Novo mesto, v Novem mestu imamo zdaj skupaj z občino za približno 500 stanovanj zemljišč in to je za recimo Novo mesto dovolj. V Slovenj Gradcu, kjer je še prejšnji župan v bistvu odprl to problematiko in so zagotovili dovolj zemljišč, odpiramo projekt za projektom. Smo že 20 stanovanj smo prevzeli, zdaj bo 28 oskrbovanih in pa 40 v enem drugem projektu, pa še zgradili so, sama občina je zgradila neprofitna stanovanja, ki so tudi že useljena. Tako da tukaj se lepo pokaže, če imajo občine dolgoročno zemljiško politiko za ta namen, se stanovanja zgradijo in so potem tudi bistveno cenejša. Kolikor prepustimo to špekulacijam na nepremičninskem trgu, potem so stanovanja draga, tako kot zdaj ugotavljamo vsi skupaj. Torej,
zemljiška politika je ključna, da ne govorim o davku na nepremičnine, ki bi moral definitivno uravnavati to situacijo in tiste pač, ki imajo prazna stanovanja, spodbuditi, da jih oddajo, oziroma tisti, ki imajo več stanovanj, da se plačuje progresivni davek in se ta davek namenja za gradnjo dostopnih javno najemnih stanovanj. Če še mogoče malo bolj podrobno, namreč v naslednjem letu bodo vsi te projekti iz CEB-ovega 70-milijonskega kredita praktično aktivni. Te sem že omenil pri 5 projektih, kjer je umestitev v prostor urejena. Tam bomo pristopili k kaj je Fovš povedal. Naslednji, pri katerih bomo v naslednjem letu v bistvu pristopili k, se pravi, ne bomo šli v pridobivanje projektne dokumentacije za izvedbo, ampak idejnih rešitev in pa dokumentacije za gradbeno dovoljenje, pridobili gradbeno dovoljenje in šli potem v skupen razpis za projektiranje, se pravi PZI plus izvedba, ki se kaže kot bistveno bolj ekonomičen. Tega preizkušamo na Dolgem mostu, kjer imamo priznane arhitekte, pa nižje stroške gradnje kot recimo na Brdu, kjer je bila zadeva v bistvu za natečajem in potem tudi za izdelavo projektne dokumentacije PZI. To se pravi, Partizan Jesenice bo štartal, potem Lukovica, 2 objekta, 80 stanovanj, v Lendavi prva faza 36 stanovanj in pa v Podutiku Glince prva faza 60 stanovanj. Vse to bo štartalo po tem principu, da bomo prišli do gradbenega dovoljenja in pa razpisali potem za projektiranje PZI in pa gradnjo. V Rožni dolini v Novi Gorici tam se pa še izvaja sprememba občinskega podrobnega prostorskega načrta in bo sledilo. Kranj ob Savi prva faza, glede na to, da gre za večji projekt, 187 stanovanj, tam bomo pa v bistvu pristopili k izdelavi PZI-ja, namreč pri večjih soseskah je to še vedno nekako, smo malo previdni, da bi šli v projektiranje in gradnjo kar skupaj. Tako da, tako kot je Maribor pod Pekarsko, kot je bilo Brdo, bo Kranj ob Savi prva faza še po tej klasični poti. Računamo pa, da bomo vseeno s projektanti, to bomo imeli razpis javno naročilo, kjer bomo sicer upoštevali kriterije kakovosti pri projektantih, ampak bo seveda tudi funkcionalnost in pa ekonomika bo prioritetna. Ne moremo si več dopustiti, da bi kakorkoli pretiravali z zunanjim izgledom stanovanj. Bomo pa seveda vztrajali, da so funkcionalna, da so tudi urejene, to se pravi, ostale discipline, kot so otroška igrišča, da vključujemo tudi stanovanja za starejše. Niso samo oskrbovana. Mi dejansko pri projektiranju že zdaj praktično posod so vključene noter te, se pravi, da je dostopnost zagotovljena tudi pri vseh stanovanjih in da se tudi z malo prerasporeditvijo pohištva lahko doseže enako funkcijo, kot je pri oskrbovanih stanovanjih. Kajti oskrbovana stanovanja, tudi oskrbovana z vsemi po pravilniku, so toliko večje površine, vse te zahtevajo potem, je gradnja v končni fazi bistveno višja. Predvsem pa stremimo k tem, da ne bi se ljudje morali nekam seliti, ampak da bi lahko v istem stanovanju, v katerem so že prej bivali, imeli tudi prilagojene pogoje, ko so pač starejši in imajo drugačne potrebe. Itak je pa zdaj dostopnost v vseh novogradnjah z dvigali in pa z vsem tem je zagotovljena, kar je problem seveda starejših gradenj, kjer tega ni. Predvsem pa pri kopalnicah, tudi mi smo izključili pri vseh kopalnicah, so samo tuši, nekaj starejših projektov je še pač
banjami, ampak vse to vemo, da postane potem problem, ko so starejši, enostavno je potreba kopalnice popolnoma predelati, ukolikor je to tuš, brez kakšnih pragov in tako naprej in dovolj široka vrata in pa seveda vse ostale zadeve se z zelo enostavnimi dodatki, da se namesti še kakšno držalo, se doseže praktično enake pogoje kot v oskrbovanih stanovanjih. To se pravi, prilagojena stanovanja, že po pravilniku pa 10% stanovanj moramo zagotoviti za gibalno ovirane, tako da je vse skupaj, lahko rečemo, da so naši projekti, to se pravi namenjeni v sobivanju vseh generacij, se pravi mladih družin in pa starejših in da na nek način gledamo na vse in to je bil tudi en od pogojev pri prvem kreditu, 50 milijonskem socialno-razvojne banke sveta Evrope in pa še toliko bolj pri drugem kreditu, kjer smo tudi morali zagotoviti to regijsko zastopanost. Se pravi, če smo pri prvem mašili luknjo, to največjo luknjo pomanjkanja stanovanj, pri drugem kreditu dejansko gremo v vse regije in praktično zelo pomembno je bilo, da od Gorice, ki je na meji z Italijo, Jesenice na meji z Avstrijo, Lendava na meji z Madžarsko, praktično je to še regijsko, se pravi širše regijsko vpet projekt, kar je bila tudi velika prednost, da smo dobili tako veliko podporo in tisti, ki ste bili na Brdu, na otvoritvi ste tudi lahko slišali guvernerja banke, ki je zelo lepo na nek način predstavil, da je bilo delo z nami, oziroma vse to, kar smo delali izjemno profesionalno, da so vse naše strokovne službe, od pravne, stanovanjske in pa investicijske ter finančne, vse zagotovile izjemno podporo, da so bili vsi projekti izvedeni v roku in znotraj zagotovljenih sredstev, tudi v tehnično visoki kakovosti, kar ni običajno. To veste, da predvsem na projektih, ki se izvajajo v vzhodni balkanski regiji, je dostikrat so to stvari, ki so zelo problematične. Mislim, da smo mi dokazali, da to znamo in da bomo s tem naslednjim, je pa to tudi obveznost, se pravi, ko se dokažeš, je še težje ohraniti to kontinuiteto, zato je še toliko bolj pomembno, da se ta kondicija sklada, v katero smo uspeli pripeljati zaenkrat še vedno nekaj več kot 40 zaposlenih, čeprav bi glede na projekte, ki jih imamo, morali imeti vsaj 50% več. Mi smo končno po vseh teh letih zdaj dobili 4 dodatne zaposlitve, ampak bolj za potrebo javne najemne službe, ki je pa itak čisto popolnoma dodatna naloga. Tako da z vidika osnovne dejavnosti, namreč zdaj se nam bo tudi bistveno povečal delež vezan na upravljanje stanovanj. In vse te službe pač dobivajo nove naloge. Naj zdaj zaključim, da ne bom predolg, da tudi na naše hčerinske družbe stalno jih spremljamo in tudi jim pomagamo, kolikor le moramo. Tako bo v naslednjem letu izvedena dokapitalizacija hčerinske družbe Spekter v Trbovljah v vrednosti 1,5 milijona, kar bo prispevala država, in pa stanovanjsko podjetje Ravne kot naš notranji upravnik dejansko pridobiva veliko število novih stanovanj in s tem praktično povečuje obseg svojega delovanja v naslednjem letu za najmanj 10%, če ne več. Kar tudi seveda ni malo, če treba vse te soseske treba zagotoviti učinkovito upravljanje. In da ne pozabim, vse tako projektiranje, gradno, kot vztrajamo tudi upravljanje, je izvedeno z BIM tehnologijami, se pravi sodobnimi metodami projektiranja, se pravi spremljamo tako v 3D gradno, se pravi tudi časovno, v 4. dimenziji 4D, 5D finančno, 6D pomeni pa
stroški v celotni življenjski dobi. In za te soseske, predvsem za soseske Brdo in pa Podpekarsko gorco in pa vse naslednje, ki prihajajo, se zavedamo, da bo število stanovanj, da klasično upravljanje, kjer čakaš, da se nekaj pokvari, da je to katastrofa. Se pravi, moramo imeti planirane, tekočo, se pravi, redno in pa investicijsko vzdrževanje na vseh ključnih elementih teh sosesk in vse to bo izvajano z BIM tehnologijo, z facility maintenanceom, ki bo zagotovljen, za kar pa mora tudi upravnik seveda prilagoditi svoje notranje procese in izobraziti, izšolati svoje kadre. Tudi to je zdaj naš, ampak s tem mi tudi upravnika našega notranjega krepimo in ga v bistvu skrbimo, da bo na trgu še bolj konkurenčen. Tako da tudi za obe hčerinski družbi, ki sta na nek način vsaka na svoje upravlja Spekter, lahko rečem, da poleg investicije v oskrbovana stanovanja v Trbovljah se pripravlja še v Hrastniku na investicijo in pa tudi v Zagorju, v Kisovcu, ki je tudi za občino Zagorje se planira gradnja, se pravi, manjšega bloka. Naj bo dovolj. Lahko še vprašanja. Povsod, kjer je potrebno, bomo izvajali javne natečaje. Tam, kjer pa ni potrebno, bomo se poslužili postopka javnega naročila z dodatnimi kriteriji kakovosti, kot je bilo to v primeru soseske Podpekarsko gorco, in kjer se je izkazalo kot izjemno uspešno. Če si preberete zadnji članek v Delu, Saše Bojc, mislim, da je dokaz, da je to soseska, ki ima vse atribute, ki bi sodobna soseska morala imeti. Ampak takšne ne bo več, kot pravite, zdaj po novem, Podpekarsko gorco, takšnega standarda ne moramo več pričakovati. Ne. Podpekarsko gorco smo mi že zagotovili praktično prihranke na vseh ključnih elementih. In gradnja Podpekarsko gorco je v primerjavi z Brdom sigurno vsaj 10% cenejša. Pri manjših projektih, kot sem rekel, recimo Dolgi most, je ta razlika še večja, kjer gremo v projektiranje in gradnjo. Seveda pri večjih projektih si tega zaenkrat še ne upamo, zato sem rekel, da Kranj še ostaja klasika. In kaj pa je tisto ključno? Da pri projektiranju bo potrebno pač gledati, če je lahko Podpekarsko gorco, si upam reči, še boljša kot je Brdo, pa so stroški nižji, se je ta naša, v bistvu, projektanti so prisluhnili našim pričakovanjem, našim usmeritvam in željam. Tudi mi smo na nek način pustili njim določeno umetniško svobodo, ampak hkrati smo pa z poenostavljenimi rešitvami, z cenejšimi gradbenimi materiali zagotovili bistveno cenejšo gradnjo. Še vedno so pa ostali elementi, se pravi da imamo za vse generacije, da so igrišča za otroke, da je dostopnost do vseh javnih površin, da mi uvajamo e-mobilnost, to so pa elementi, ki jih pa moramo uvajati, to se pravi polnilnice za električne avtomobile, drugačen pristop do recikliranja odpadkov. Se pravi, izhajamo iz drugih elementov, ne oblikovnih, ampak funkcionalnih. To se pravi, mi želimo v slovenskem prostoru čim širši krog projektantov osvestiti, da ni vse v formi, ampak da je v funkciji tudi pomemben element, da pa mora biti se pravi, če gremo do Vetruvija 2000 let nazaj, se pravi, tam je jasno, da je funkcija trajnost in pa v končni fazi lepota. Lepota se lahko tudi skozi funkcijo in pa kakovostno gradnjo izkaže. Ni nujno, da je to samo v formi. To sem dve podvprašanje. Če pa zdaj lahko vzamete Brdo kot benchmark, ali pa Podpekarsko gorco kot benchmark, nove soseske, nove enote, koliko bojo še nižji stroški gradnje, oziroma koliko bojo še prihranki, no? Ja, recimo, da smo
tako kot sem rekel, ne, da smo prišli od Brda do Pekarske v stroški gradnje, govorim, itak je zemlja v Mariboru bistveno cenejša kot Ljubljani, nižji komunalni prispevek. Ne. Imamo priključek na toplovod v Mariboru. Mislim, to so vsi elementi, ki znižujejo tudi najemnino v končni fazi. Ne. Vemo, da je v Ljubljani le, če se pogovarjamo v ne vem, dobrih 8 evrih v Ljubljani, v Mariboru je to preveč. Ne. V Mariboru smo med 6 in 7. Ne. Na še drugih regijskih lokacijah smo tam okrog 6, bi morali še pod 6, če bi hoteli, da bi na nek način pričakovanja najemnikov zadostili. Z tega vidika moramo vse te poenostavitve narediti in jaz verjamem, da je še prostor za izboljšave, ne, na tem področju. Za tista, ki ima pa dolgoletne izkušnje, več kot 150 zaposlenih, ima tudi svoje, to se pravi, projektante tako elektro kot strojnih inštalacij. Namreč ni isto, ali narediš najprej formo in potem naročiš elektro in strojne inštalacije, ali pa že koncept bloka, ne, od vsega začetka vsi projektanti integralno sodelujejo. In cilj je integralno projektiranje. Ko bodo vsi projektanti prispevali, se pravi, da ne bo pol na koncu dodatnih stroškov zaradi nekih nefunkcionalnih pristopov. Poglejte, imeli smo različne projektante za Koper, Ržišnik Perc oziroma tale Gerbičeva, skupnost za mlade. Oni so bolj nekje vmes med inženirsko. Projekt Gorica je isto kot Ržišnik Perc, isti rang, se pravi, so inženirsko-arhitekturna podjetja. Mi si želimo inženirsko-arhitekturnih podjetij, ki imajo oboje, ki pokrivajo celotno področje in ni samo v prvem planu arhitektura. Čekaj. Mene pa zanimajo ti projekti, ko so v gradnji oziroma so bili pravkar dokončani, če lahko za te projekte, ko že veste, poveste, kdaj bojo razpisi za njihov najem, ne? Ja, mi itak objavljamo vsak mesec, ne? In praktično ta mesec je še noter recimo Črnomelj, Kočevje je že nekaj časa noter, mislim, da gre zdaj noter Slovenska Bistrica, 30 stanovanj, v naslednjem mesecu bodo stanovanja v Slovenj Gradcu. Mi praktično smo v letošnjem letu vsak mesec smo dodali noter v našo ponudbo dodatna stanovanja na eni od lokacij. Pa če gledamo, ne vem, od Mežice do Kočevja, Črnomlja, že prej so bili Lenart, Gornja Radgona, Rogaška Slatina. Praktično vsak mesec je razpis in mi imamo trenutno v ponudbi približno 100 stanovanj na različnih lokacijah. Seveda, ko je v Ljubljani, se pravi, na teh 100 na Brdu eno prosto, se jih prijavi 200. Ne. Ampak zdaj, ko bo šel ven razpis za 500, mi računamo, da bo le nekako se zadeva bistveno spremenila in da bomo s temi 500 stanovanji tudi kar krepko posegali na najemni trg v Ljubljani. Ne. 500 ni malo. Ne. Pa bo letos objavljeno? Delamo na tem, vse odvisno od tega, koliko hitro bodo stanovanja prevzeta, ker zdaj poteka prevzem stanovanj. Zaenkrat ne kaže, da bi bile kakšne bistvene napake, ker bi jih mogli odpraviti izvajalci, ker morajo odpraviti napake, ne, če so napake ugotovljene. Na skupnih delih, ki jih ni bilo uporabno dovoljenje, zdaj stavba pridobljena, tako da tam ne vidimo težav, tudi okolica je urejena. Zdaj, kakor bojo pač morali odpravljati razne, ampak teh napak tudi mi ne pretiravamo, no, ker tako, ko so nam kupci iskali v parketu, v oljenem parketu razo in nas tožijo za 50 000 evrov na Brdu, ne, takih neumnosti več ne bo. Ne. Ste pa rekli, da pa najemnina 8 evrov, ne? Oziroma več kot 8. Mislim, ko bo zračunana, ne, te najemnine so zdaj le po črto zračunane, mi jih v bistvu pa tudi nadzorni svet jih mora potrditi. Ne. Lahko, da bo nadzorni svet rekel, da pač moramo znižati, ne. Ker te najemnine niso v končni fazi popolnoma stroškovne, ne. So dostopne, ne. To so najemnine, ki bi morale biti dostopne in mora nadzorni svet potrditi najemnino v končni fazi.
Zdaj s temi najemnimi stanovanji prihajate v fazo, podobno fazi, ko ste prodajali stanovanje. Zdaj ste čist na trgu, ne? Gledate stroške, koliko bo to stalo in ugotavljate, da če bo šle še malo zemljišča gor, gradbena dela so tako visoko, da ste pravzaprav nekonkurenčni na trgu najemnih stanovanj. Ne? Zakaj? Po posameznikih, ker bojo najemnine previsoke. Če ste imeli 10 evrov najemnine kvadratni metr v Ljubljani, potem... Jaz se ne bomo imeli. Če pravim, ampak... Pravim, da mi delujemo prociklično, ja, da v bistvu, če bi zdaj mi se prepustili temu dogajanju na gradbenem trgu, je zadeva, potem se nam bo zgodilo enako, kot se je zgodilo za nakup. Ne? Ko postajajo stanovanja nedostopna za večino kupcev. Se pravi, če mi sprejmemo to igro gradbeništva, da se cene dvigujejo, kar ugotavljamo, da se v praksi dogaja, in napovedano so še dodatne dvig cen. Ampak kakšno igro lahko sprejeti, sploh igrate? Se te pogoje morate sprejeti? Ja, to sem vam rekel, da s tem, ko mi dejansko iščemo notranje rezerve v projektih, verjamem, da lahko v bistvu, ker recimo, mi ko smo imeli z natečajem, je bil pridobljen Brdo, ocena večino gradbenikov je bila, da je to preveč komplicirane in predrage rešitve. So lepe, soseska je izjemno lepa, ampak danes si jo ne bi mogli več prvošiti, ker bi bila predraga, taka, za najem. Ker so šle cene gradbenih del toliko. Ja. Pravi, pa če ste... Torej bomo mi šli proti temu, gremo z rešitvami, ki absolutno ne bomo šli v neke slabše rešitve, ampak bolj racionalne rešitve. To je to, kar jaz tudi vem in znam narediti. Če ne bi bil gradbenik, potem tega ne bi mogel narediti. Ker pa vem, da so rezerve in se pogovarjamo s projektanti v to smer, iščemo rešitve v večji tipizaciji. Če pogledate soseske, ki so bile grajene v socializmu, so bile vse tipizirane. In ti za ekskluzivno gradnjo vsakega bloka, da vsak blok je spomenik zase, tega žal ne more zagotoviti. Lahko pa, kjer pa imamo mi ogromno prostora za izboljšave, je pa urbanizem. In na urbanizmu ne se natečaji do konca, tam ne naredijo nekaj. Ne? Ker na urbanizmu tudi Brdo je zelo slab urbanizem, ne? Če gledamo z vidika urbanizma. Ne? Pod Pekarsko je urbanizem, je urbanistično zdaj, ampak seveda tudi je problem dostopov. Ne? Zdaj sicer je mestna občina Maribor tudi se trudi in bo za dostopnimi cestami zadeve uredila, ampak v osnovi ni bilo nič rešeno. Ne? Urbanistično. Urbanizem je ključen problem, ki ga tudi seveda nihče ali pa premalo izpostavlja. Ne? Vsi bi se igrali samo za končnim oblikovanjem fasad. Ker tle v Podutiku je tudi kakšen slab urbanizem, ker sem videl, da je projekt 60 stanovanja, ni to precej večji projekt v osnovi. To je prva faza. Ste razbili na več faz? Ja, to je prva faza. Kako? Razlog, zakaj je na toliko faz? Zakaj? Ja. Zato, ker je ta praktično čisto ločena. Ta je v tistem delu in smo lahko, mislim, tudi nemogoče bi bilo, tudi finančno nemogoče, da bi vseh 400 stanovanj spravili v projekt. Poleg tega v tem delu ni pogojev, da se zgradi infrastruktura. V tem delu v preostanku Podutika mora najprej mestna občina Ljubljana zgraditi infrastrukturo, novo cesto in vse tisto, kar je pogoj sploh za gradnjo soseske. Tako da tisto še čakamo. A to DUTB je bilo zemljišče? Ja. V Mariboru, Novo Pobrežje, tam je pa v fazi, se pravi, OPPN-ja. Tam se pa v bistvu usklajujejo rešitve. Tam gre za 450 stanovanj. V Podutiku smo pa uspeli to se pravi, lokacijsko preveritvijo smo uspeli število povečati iz 340 na 401. Tako da zdaj bistveno večje število stanovanj in tudi bolj primerno za, podobno kot smo pod Pekarsko gorco. Tam je bil tudi že, se pravi, OPPN sprejet, ne. Bila je taka nekak kača, ki smo jo pa zdaj uspeli izjemno lepo z arhitekti Rebudja, Dobrin in pa Kostak smo uspeli to v zelo nekak prijazen projekt spraviti in
tudi cenovno bistveno bolj sprejemljiv za naše potrebe. Kje ste pa bila projekta? Kako? Kje ste pa bila projekta večje? Spodaj sta pa Kranj, pa desno je Novo Pobrežje. Ja. To je Reichenberg, to je pa Kranj. Ja. To je Kranj. Kranj bo šel drug let, gre zdaj praktično s koncem leta razpis za projektiranje PZI. Za prvo fazo, 188, pa je pa še Kranj druga faza, ki je pa vezana na predstavitev daljnovoda, tam mora pa daljnovod predstaviti. Ampak občina Kranj zdaj res sodeluje, zdaj gradi cesto in most ima planirano, za Elektro Gorenjska imamo pa tripartitni, še ni sicer podpisan, pismo o nameri za predstavitev daljnovoda, da bo šel v Delavski most daljnovod in da ne bo daljnovod. Sicer je zelo visok, ampak še vedno jaz si ne želim, da bi imeli nad sosesko daljnovod. Vprašam, to so projekti s posojilom CEP, a ne? S tem, ja. Obstaja seveda še načrti za okrevanja, a ne? 60 milijonov, kje pa je to? V vaših načrtih, tako dolgoročno, srednjeročno? Dejansko so projekti tudi noter v teh, so bili takrat prijavljeni na ta NOO, ampak je bilo stališče, da pač, da ne čakamo na NOO, ampak da gremo v CEBO kredit, ker tako bo potreba po teh sredstvih tudi za lokalne skupnosti velika. Ne. Namreč mi imamo za občine, se pravi te razpisi, ki so trenutno, kot sem že omenil, 10 milijonov za javna najemna stanovanja, 2 milijona za oskrbovana in 5 za nakup. Za rebalansom povečujemo za nakup iz 5 na 10. Ampak s tem se praktično naša sredstva izčrpajo in mi smo bili nekje mnenja, ne, da teh 60 milijonov bi absolutno morali iti v lokalne skupnosti, ne, za stanovanjsko problematiko, v projekte lokalne skupnosti. Zdaj, ali bomo mi posredni, ne, teh sredstev načrta za okrevanje, to pa ne vemo, ne, to pa zaenkrat ne vemo. To si tudi vlada želi za lokalne. Seveda bomo pa vi morate vedeti, da vsi te projekti, za katere dobivamo, smo do 50% lahko samo dobimo kredit C banke, bomo zelo veseli, če dobimo tudi ostalo polovico iz NOO-ja. Tako da, jaz bi si želel, da bi z NOO-ja ne bilo 60, ampak kakor je bilo prvotno predvideno 180. Torej, to možno. Ne? Prav 180 milijonov je bilo prvotno predvidenih res da povratnih sredstev, ampak zdaj se govori, da lahko en del teh sredstev tudi nepovratno. Ne? Se pravi, NOO bi lahko bistveno bolje izkoristili, tudi jaz sem prepričan za potresno ojačevanje stavb, tistih, ki so zelo tega potrebne. Žal je trenutno samo 2 milijona ekosklad razpisov za demo projekte, kjer bi bili celovita prenova vključno s potresom. Jaz sem v Italiji to uporabljajo bistveno širše. Ne. To imam podatke iz Italije. Naši kolegi v Italiji so preko načrta za okrevanje ogromno denarja tudi v potresno ojačevanje. Torej, pri nas žal to ni bilo dovolj slišano, mislim pa, da bo moralo biti. Ne. In ta možnost, če je zdaj zaenkrat samo 60 milijonov aktiviranih, ne, povratnih, zakaj ne bi še 120 dodatnih aktivirali iz načrta za okrevanje? Nihče pa ne zna povedati, pod kakšnimi pogoji so ta sredstva, kakšna ročnost je in kakšne obresti. Pri CEB banki vemo, kje smo in ta sredstva so res, so ugodna, seveda so pa socialno pogojena.